Dobrodošli, dober dan v Poslušajte mene. Jošto. Ko se imamo? Nov teden, nove zabavne vsebine, da vi mene poslušate, kako mi kle pravimo. A ne? Ok, v redu. Kako sem jaz, kako ste vi, bomo začeli z mano. Jaz se počutim kar fenomenalno. Ko naj rečem, definitivno je bil zaposlen teden, od zadnjega podcasta se je marsikaj dogajalo. Zdaj pa nekako, malo sem, moram priznati nekaj, moram se nekaj z vami pogovoriti, ne. Nisem takoj šel bam v ta nov podcast, nisem bil takoj, ok, daj mi mikrofon, hotel sem spet me je izneverila ta zadeva. Hotel sem posneti video, podcast, vlogič, kratek video za YouTube, tam je 15-minutni, ampak moja oprema neče delovati. Dejstvo je, da ne morem editati, pač lahko bi na telefonu, ampak jaz ful nimam potrpežljena z nečem, še posebej, če ne dela na neki fazi, kakor hočem. In na kompu je to res lažje, zato ko imaš velik pregledan ekran. Tipke, tipkovnica, miška, vse lahko narediš točno tako, kot hočeš. A na telefonu, lepo šloš, na telefonu, jaz ne morem, jaz imam čevape za prste, resno, jaz vam povem, kaj da imam 2 kili čevapov na mesto rok. Prav taka zadeva je. In vi si morate predstavljati, mene so poslali, ko sem bil mlad, igrati kitaro. Jaz sem vedno hotel igrati saksofon ali pa trobento, biti tam, kot Davis Miles. A ne? To bi bilo fajn. Ali pa Coltrane na saksofonu. Ampak imel sem astmo. Ja. In dejstvo je, da nisem mogel potem pihati, nisem imel dovolj sape za ta inštrument. In smo rekli, kaj bomo pa potem neki, so rekli moje te stare, ne, te boš pa pol neki tacga, ki že imamo, pa že tvoja sestra je špila in potem sem na koncu prejel kitaro v roko. In še vedno sem zelo hvaležen za to, da znam kitaro igrati, oziroma delno znam, v redu znam, ampak une moje sanje, une moje saksofon, trobente sanje. Kako se mi nekaj zdaj, da se upravičujem, mogoče bom še parkrat vmes naredil, ampak ja, une moje sanje. Še vedno imam možnost, tako da enkrat v prihodnosti se bom definitivno to naučil. Ampak za zdaj moram pa to povedati, kakor je. Kva sem prej govoril? Ne vem, ne spomnim se. Ok, gremo naprej. Kako ste? Jaz sem imel kar zaposlen vikend. Evo, snemal sem video, šlo je nekaj časa, ampak potem sem ugotovil, da ni v redu. Plus, mogli bi videti ta moj rig, ki sem ga naštimal za snemanje. To je nora zadeva, kako sem jaz to upedenil. Se nimam stojala za telefon, ko ga moram še kupiti. In sem nekako okoli lojtre, une lojtre, sem napel en tak stojal za telefon in ga nekako postavil tukaj spredi, da bi pa kvazi mizo, ki je v bistvu samo likalna miza. Gor sem imel tale moj pianino, synthesizer, in sem probal kaj narediti iz tega, ampak na koncu mi ni uspel. Jebika, glej, jebika. Jaz nisem perfekten, se trudim, to je moj life. Ok, gremo naprej. Danes na sporedu je ene par različnih tem, to ste že navajeni, vas udaram z nekimi temami, včasih še jaz ne vem, kaj točno bo, zato ko se v zadnjem momentu odločam, ta je pa bedna zadeva, da moram še to spremeniti, ali pa, glih sem nekaj ugotovil. In danes jih imam in momento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Upam, da mi bo uspelo vse govoriti, vse iti čez, da ne bom preveč blebetal v razni drugi zadevah, če ne bom pa kakšno pustil za naslednjič, ne? To je to. Danes, epizoda številka 5. Hvala vsem za ful, to bi rad rekel, prvo, hvala vsem za ful dober feedback.
Kar se tiče ostalih videov, ostalih podcastov, ki so prej bili odlično, ogledi so se samo kopičili in kopičili, tudi responsi, vaši odgovori pokomentirali malo, tako da hvala vam najlepša vsem tem, ki ste poslušali. Še vedno lahko poslušate une zadnje, dokler ne pride tam ven, ampak se pravi, če že poslušate mene, ko govorim o tej epizodi, je že ven, tako da lahko tudi to poslušate. Ok, glej, vse poslušate, pa mi pa povejte, ne. Tako, če mi boste rekli, da je za nič, da nimam pojma, da sem slab v tem, kar vem, najprej vas prosim vse pejte pogledat, pa mi povejte to. Ok, v redu. Prva tematika, ki sem se glih danes, včeraj sem začel razmišljati o tem. Enkrat sem že slišal enega tipa, ki sem ga spremljal na YouTubu, pa ene njegove kurse, malo tako o osebni rasti, v glavnem je bilo za tvojega, kako bi to rekel, tvoje lastno stanje, nekako tvoj state of mind, kako bi to rekel, tvoja, ajde još, prevodi iz angleščine, state of mind. Tvoje misli, ta konstanten flow, konstantno prelivanje misli, ki gre čez tvojo glavo celoten dan, ta tvoj notranji samogovor. A ne? In kako vse zunanje stvari vplivajo na to. Jaz pravim, od tega, od ljudi, ki so okoli tebe, od hrane, ki lahko ješ, zelo vpliva na tvojo oseben mood, osebno počutje. In ena stvar, seveda jih še veliko drugih, ampak in ena stvar, katera sem šele pol kasneje ugotovil, oziroma se lahko zahvalim tej osebi, je muzika. Muzika buena, glasba, po domače. Evo. Glasba je fora je pri glasbi, glasba je taka zadeva, ki jo imamo vsi radi. Res jaz ne poznam nobene osebe, pač imamo različne žanre, različne zvrsti, ki so nam všeč, ne, ta generacija ima to, ta ima to, ali pa imaš čist nek svoj stil, ki je povezan s tabo in s tvojim stilom in kako tudi vidiš pogled na svet, a ne? In glasba nam to naredi, a ne? Nobena oseba, sem skoraj 100%, ampak nobena oseba ni da ne bi imela rada glasbe, a ne? Če je bilo to logično povedano, bravo Jošt, bravo. Ok, vsi imamo radi glasbo, to sem hotel reči. In veliko glasbe je take z besedili, a ne. Imamo pevce, bende, raperji, karkoli so že, in je neko besedilo, ki nam ga oni govorijo v glasbeni smeri, v obliki petja, repanja, karkoli že. No. In v tem primeru, zato ker je glasba, to pride veliko bolj v podzavest tam, a ne. Lažje si zapomnimo. Naprimer, spomnim, da sem recimo december, en december, ki ste bili v osnovni šoli pri pouku fizike, recimo. A se vi spomnite, kaj se je takrat zgodilo? Ne. Je pa dejstvo, da je velika vrednost, da ste si zapomnili, kaj je bilo tistega decembra v 5. razredu toliko in toliko let nazaj, kaj je bil najboljši komad, ki je prišel uno zimo. Ker še vedno zdaj poznate. Recimo, ne vem, da je bil I don't want your love for Christmas od Mariah Carey, ali pa kaj takega. No, lahko kakšne božične od Michaela Bubleja. Karkoli že. I don't want your love for Christmas, there is only thing I need. Ok, v glavnem. Dejstvo je, da si to veliko bolj zapomnimo. Zakaj? Zato, ker glasba nam je veliko bolj blizu.
Ne vem, to jaz govorim zdaj to, da sem profi v tem, ampak se zavedam, da je to veliko bolj pogosto in zato se tudi lahko zato te tudi otroci učijo, a ne? Razne abecede ali pa to se lahko veliko lažje naučijo abecedo, kakor A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, P, B, B, B. Recimo, ne vem, mogoče kakšna pesem. Vem, da v angleščini je una A, B, C, D, E, F, G. V slovenščini ne vem, če imamo kaj takega. Ampak je veliko lažje, če si zapoješ, veliko hitreje se naučiš, kakor če bi samo A, B, to je C, to je D, to je E, to je B, to je E, F, G, B, B, B. In to je dejstvo, no. Tako deluje. Ampak, kaj sem hotel reči? Zdaj, ker je toliko veliko muzike, ki vsak dan dobivamo, ne? Večina nas posluša vsak dan muziko. Slušalke v ušesih, predvaja muziko na glas. In kar sem jaz ugotovil, je, da vso to besedilo, vsa ta muzika, tudi način, kako je igrana in to lahko zelo, zelo vpliva na tvoje osebno počutje. Kaj jaz mislim s tem? Recimo, če poslušaš same žalostne balade, same srce parajoče, jaz sem nesrečnik in vedno imam nesrečo, kar se z ljubeznijo tiče, noben me ne razume, punce me okoli prinašajo, bla, 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 ali pa če ste ženska, isto, samo da je obratno, punce, fantje, v tem primeru boš ti to potem dajal ven, s to energijo, stran od sebe. Ti boš to postavil na svet okoli sebe, če razumete, kaj s tem mislim povedati. Ti boš potem gledal na razmerja, kakor, upam, da me upam, da me ne izda, da me ne prevara, jaz to osebo nujno rabim, brez nje ne morem živeti, saj vemo, koliko je komadov, ki je, brez tebe ne morem. In ne, to je bullshit. Sorry, le koliko časa si zdaj preživel sam ali pa z minimalno podporo nekoga drugega. Ne rabiš, ampak te komadi nas to učijo, prav učijo, kakor da je to res, a ne? In moramo prav poslušati moraš, kakšne komade poslušati. Zato sem jaz ful advokat za te instrumentalne glasbe. Se pravi, mogoče klasika, če ti je všeč klasika, ne? V glavnem brez besedila, brez petja. Lahko je tudi samo ampak da nima besed povezanih, lahko je tudi en tuj jezik, ki ga ne razumeš, naprimer španščina, ki jaz nimam pojma o njej, nemščina in jaz ne razumem besed, ne vem, kaj pomenijo in lahko uživam v eni muziki, brez da bi name to neki ful vpliva. In ja, to je zelo pomemben pri tej zadevi. Jaz sem tudi zelo, ni zdaj tako, da če boš poslušal heavy metal, da boš zdaj nasilen. Vegetatske, ne, ampak definitivno daš pa drugačno energijo od sebe. Kakor če bi poslušal neke baladice, neke žalostne pesmi ali pa neke ful vesele pesmi, kakor Happy od Pharrell Williamsa, ne. Clap along if you feel like happiness is the truth. To že sam, ko slišiš tako maci, sam tako, gremo, ploskajmo zraven, In ja, to je čisto drugačna zadeva. In se vidi, da to zelo vpliva tudi na nas. Ok, pauzica. Voda. Zdaj sprejemam sponzorstvo. Ne sponzorstvo. Ok, no ja, in treba požušte, paste, kar se tega tiče. Resno, naslednjič pomislite, kaj to besedilo sploh govori. Zavedite se, pač ene mam, ki so ful nori na besedila in poslušajo in jih to že takoj dojemajo in na ta način izbirajo glasbo, da povežejo s svojim življenjem, rečejo, ta glasba mi pa ful govori zdaj, a pa ta glasba mi že celo življenje ful govori. Jaz sem pa definitivno tak, da najprej slišim melodijo, pa rečem, ta je nor beat, ta je nor gitar solo tukaj, to je nor ta pevc ima nor glas in šele pol čez čas
rečemo, kakšen mesec, par mesecev kasneje sem tako, čak, o čem pa ta oseba poje, ne? In pol, ko slišim, da je totalno govno besedilo, ali pa da sploh nima nobenega plusa, potem jo jaz počasi to odfiltriram, odstranim iz svoje vsebine, zato ker se zavedam, da to podzavestno gre v moje možgane. In tudi če jaz mislim, da sem bolj pameten, a ne, homo sapiens razvit, to še vedno pride v mojo podzavest in jaz sploh ne bom vedel, da to niso moje misli, ampak bo moje možgani takoj vzeli to kot nekaj, kar sem se jaz sam spomnil. In ja, evo, to je to. To je ena tema, o kateri sem hotel reči. Ok, v redu, ker smo že na tej temi, a ne, to, ko sem prej govoril baladice, pa žalostne, pa zveze, pa to, lahko nadaljujemo v tem, v zvezah. Napisal sem si, ljudje, ki so v zvezah, želijo biti bolj svobodni, tako naprimer kot samski ljudje, in pa oni, ki so samski, želijo biti v zvezi, še posebej takrat, ko sedijo sami doma ali pa so majčkeno se počutijo osamljeno. In ja, kako gledati na te stvari? Jaz pravim, glej, tvoja odločitev je tvoja odločitev, ne. Spet, ful veliko, kar se tega tiče, vpliva, kaj ti konzumiraš, a ne. Filmi, videi na YouTubu, Instagram accounti, a ne, kaj si ti želiš, to veliko pokaže. Tako da, če hočeš na nek način ugotoviti, kaj je tista stvar, ki si ti ful želiš, ali pa kaj je tvoja strast, kar te ful zanima, poglej svojo YouTube zgodovino, stvari, ki gledaš, kaj najbolj pogosto gledaš, ali pa poglej Instagram, katere accounte followaš, ali pa kaj največ lajkaš, tako, ne, veš, mogoče lajkaš res vsako fotko svojih frendov, ampak tako od drugih kanalov, ne, takšni, ki so tematsko pomembni, ki so nišni, a ne. Recimo so ti avti kul, so ti rože kul, ti arhitektura nora, potovanja, otoki, take zadeve, no. To si malo poglejte, kar se tega tiče. In ja, no, tukaj je spet to, kar ti sam daješ ven, a ne. Kakšno stvar si želiš. Pa glej, dejstvo je, da imaš lahko frendice, ki so poparčkani, še posebej, a ne, v kakšnih božičnih časih, ki je bolj hladno, vsi lepo hodijo ven, na kuhančke, se imajo fajn, objavljajo fotke, kako so zaljubljeni, kako se imajo fajn na Instagramu, bla, 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 Lej, ne rečem, jaz tudi mogoče kdaj za kakšno mikrosekundo pomislim, kakor, se bi bilo fajn imeti enega, ampak pa sem čez naslednjo mikrosekundo sem samo tako, ne, sorry, ampak jaz ne dam ti svoje svobode stran. Dejstvo je, da ne rabim, posluš, glej, ne rabim. To že nekaj časa vem, obožujem družbo, obožujem folk ob meni, ker jaz takrat sem najbolj v svojem elementu, se lahko zajebavam, lahko nasmejem ostale in to je meni zakon. Ampak jaz toliko cenim svoj čas zase, ko lahko razmišljam o podcastu, posnemam te zadeve, uživam na polno, grem sam delat stvari, a ne. Spoznam nove ljudi, ampak nisem tako, jaz vas zdaj rabim v svojem življenju, prosim vas, lej, jaz nisem glih ekstroverten tako na ful. Jaz bi rekel, da sem bolj introvertiran, kar se teh zadev tiče. Ampak mogoče sem tako nekje vmes, odvisno od situacije, a ne. Ampak bi rekel, da sem bolj na intro in obožujem svoj čas, svojo svobodo, svoj mir in tišino. In sem že probal zveze, kar se tiče, probal sem zdaj brez in mi totalno leži in probal sem biti v zvezi in sem ugotovil, da to ni to, a ne. Počutim se tako ujetega. Mogoče je dejstvo, da bi mogel spoznati nekoga, eno osebo, ki bi mi pustila, da sem bolj tako svoboden, a ne, da mi ne bi skozi težila ampak dejstvo je, da še nisem našel take osebe. Tako da, glej, seveda se ne dam, seveda ne pravim, da to je nemogoče, seveda še vedno upam, da se najde taka oseba, ampak glej, to je samo take. Vem, kaj so moje preference, to je to. Pomembno je, da imaš svoje standarde, a ne. Jaz nimam glih
točno seznama, ampak v glavi približno vem, kaj jaz iščem. Recimo, da bi neka oseba imela tako, seznam, tak checklist in tukaj, ok, to je v redu. Ko rečem, res, ok, to tebe zanima, cool, ok, kljukica, tole je tako, mogoče, tretja stvar je pa, sploh se ne razumem, in pa sem že takoj lahko smo frenda, ampak nikoli ne bomo imela kaj več. Bam. In to je to, in gre life veliko lažje čez, ko to ugotoviš in filtriraš. In ja, no, to sem pa tudi jaz videl, da ljudje grejo kar v zveze, samo zato, ker ponavadi ne zaradi odločitve, ampak zaradi, skoraj tako zaradi bojazni, da morajo to narediti, ali pa ne odločijo se v glavnem za to zadevo, pač kar padejo rečejo, zgleda, zdaj sem pa v zvezi. Ok, zdaj so pa že skupaj pol leta. Nisem niti mislil, da bo kaj takega, ampak zdaj sem pa že gledal. Kako si lahko v zvezi z nekom, kar pade ti to na glavo, in se zdaj, pač reklo smo, ajde, bomo malo skupaj in na koncu zdaj skupaj že 1 leto. Glej, se ne rečem, da ne deluje to, ampak koliko je ta vez močna, to jaz vprašam, koliko imata vidva skupni stvari, koliko se štekata, glej, pač seks imamo vsi radi, skoraj večina, razen oni seksualci, ampak ja, večina. In ok, ampak kaj imata še kaj skupne zadeve, Če radi gledate filme, kdo pa rad ne gleda filmov, ampak kaj imata kakšne take skupne zadeve, ki vama res kliknejo, ki sta samo tako, ne morem verjeti, da sta se našla v tej zadevi. Tako da, to vam zdaj jaz govorim, pravila. Samski človek vam govori, kako biti v zvezi, bam, to je to. Ali pa oni, ki so samski, ki si želijo biti v zvezi, jaz vam pravim, pač, glej, kva vam ne rečem, pejte ven, družite se, ne iskati tako, ko bi rekel, ne biti potrebni, da se slabo sliši, ampak ne biti potrebni, ne tako moriti ljudem, kar se tega tiče, kakor, daj se čim prej dobiti, ali pa, ti si me ful všeč, zakaj niso skupaj. Ne, pač v easy, pustite, gled, čas imate, niste stari 80 let, da vam biološka ura že tik-taka, v easy si vzamete, gled, naj se normalno razvije ta zadeva, pejte v easy, pač, gled, se lahko, so stvari, je psihologija in take taktike, ki lahko prepričaš nekoga, da se bolj zanima vate, oziroma ga privabiš še bolj k sebi, ampak jaz pravim, da ne vem, koliko je to tako vredno, zato ker na koncu ti se lahko igraš, ti lahko igraš neko osebo, ki je lahko drugi osebi všeč, nek karakter narediš, ampak dejstvo je, da na koncu se bo vsem pokazala tvoja ta prava oseba, kar si globoko spodaj. In če hočeš biti srečen s tisto osebo, ki si želiš, mora oseba tebe celo spoznati in celo sprejeti. Tako da v tistem primeru bo enkrat prišlo to na plan, in še posebej, če se bojiš, da bo oseba to zvedela in nisi ponosen na del sebe, pol bo pa sploh kaos. Tako da delati na sebi, delati na svojih vrlinah, na svojih standardih, vsak dan biti boljši, vsak dan iti na novo stvar, nove izzive, se izboljševati, ne se bati, in to je to. Mislim, se ne vem, če je še kaj takega. Pa uživati, sploh, ne se sekirati, uživati, saj smo mladi, Tudi če si 40, si šele približno na polovici svojega življenja, tako da, ne sekiraj se, tako kot pravi Game Over ali Bebop, ne vem, kjer so že. Ok. Kva še. Eno imam tako bolj sočno, ampak glej, jebi ga, dobesedno sočno. Sprejemanje debelih, kot da ni nič narobe. In pa imam pomišljaj, pa piše ne hvala.
Zdaj mogoče ste takoj jezni, ampak glej, ne vam, preden date svojo jezo ven, se ne strinjate z mano, kar bom povedal, prosim, da date stran ta svoj ego, ta svoja prepričanja, pa sem večkrat poslušate, kaj vam hočem povedati, glede tega. Sprejemanje debelih, kadar ni nič narobe. Zakaj jaz nisem za to? Lej, po eni strani jaz razumem, da so stvari, kakor je težava s ščitnico, drugačni metabolizmi. Lej, eni imajo srečo, da so taki, da lahko, vsaj kar se tam do enega 30 leta tiče, jejo karkoli, svinjarije, tako hrano in bojo v redu. Skoraj nič se ne bojo zredili, ali pa se sploh ne bojo zgradili njihovo telo. Ima pač odličen metabolizem, pokur to hrano in bojo pač izgledali super, fit, suhi in to je to. Eni drugi so taki nekje vmes, v to jaz fazo spadam. Če bom pač preveč slabo jedel, se bo počasi začelo to nabirati v meni. Lahko to seveda minimiziram, tako da jem zmerno, imam dobro prehrano, treniram in bo to name veliko boljše vplivalo. Potem so pa še drug ekstrem, ali tretji, ki pa skoraj karkoli pojejo, da bo njihovo telo vse to dalo v maščobo. In seveda, ker se vidijo potem, začnejo še, po možnosti so taki, da še potem stresno jejo, vsakič, eni so taki, ki so pod stresom, da začnejo hujšati, ker premalo jejo, eni so taki, da ki so pod stresom, se jim možgani ugasnejo ali pa imajo razne glavobole, eni so pa taki, da ki so pod stresom, še več jejo. In se zato potem debelijo. Glej, to se zgodi, jebi ga, tak je tvoj life, sprijazen se, zdaj moraš pa samo ugotoviti, kaj treba narediti. In kaj je smisel s tem, kao sprejemanje debelih, kadar ni nič narobe? Ne, hvala. Ni mi všeč, kam gremo v današnjem času v to smer, da so vsi bogi, da ja, pač dejstvo je, da sem jaz čisto za to, da se sprejema ljudi na taki, ki so, da niso njihova prepričanja, njihov izgled, pa to, jaz sem čisto za to, gled, sprejema se, to je tvoje življenje, ti deli, kar hočeš, dokler slabo ne vpliva na moje življenje, ali pa na moje ljudi, da ti ne vplivaš slabo ali pa ne utiraš name ta svoja mnenja, te svoje vidike, jaz sem čisto za to, ti živi svoje življenje, uživaj, zato smo tule, pomagamo ostalim, to je to. Ampak, da se gre na to, da so kao te ljudje zdaj, ki so debeli, da se jih sprejema samo zato, ker so debeli in kakor da oni nič glede tega ne morejo narediti, ja, jaz sem debel, sprejmi me takega, ki sem. Ne, ti se nisi rodil debel. Ti se nisi rodil debel, ti si postal tak. Glej, dejstvo je, da eni starši so grozni, pač to je dejstvo, in futrajo svoje otroke samo slabo hrano in so že pač kot mladi potem majhni otroci debeli in pol samo to se povečuje. In dejstvo je, da fucking to je slabo, Veš, kako mora telo bolj delati, pumpati kri, tvoje mišice, mislim, ko ne rečem, težko je telesu to, zato ker mora poganjati vso to maso na sebi. Vso to maso, ki je ne potrebuje, ki je samo ki je samo v napoto in ti stiska, žile, pretok krvi, vse to je slabo. To je dejstvo. In poslušaj, treba je nekaj narediti glede tega. Jaz imam en odličen primer, da ne boste zdaj mislili, da kaj pa ne jaz govorim, glej, saj sem že skozi športov pa fit pa to. Tako, ja, se strinjam, ampak evo, imam en odličen primer, moj kolega Urban, sošolci srednje šole, njega, ki se spomnim,
On je bil buco, le. On se tudi sam to zaveda, tako da mi ne bo zameril, če to govorim. On je bil res tako bajs. Ja, dejstvo je bil bajs. In kar je on naredil v zadnjih 5 letih, je sam tako, wow, a ne. Še meni, ki treniram, pa sem bil vedno aktiven, on je mene tudi kar se fitnesa pa tega tiče presegel. In presežem mu privoščim vsa ta uspeh in upam, da gre sam še bolj naprej in da mu vse največ uspe v življenju. Pravi, on je bil bucast, ne vem, koliko je imel tam 120 kg, mogoče malo več. On je zdaj mogoče 80, tam 80-90. Stari tip ima mišiče, šredan je, prav šreda se je. Ker ne veste, to je ono, ko fitneserji naredijo, zgubijo še maščobo, zato da se jim lepo njihovi toblerončki na trebuhu pokažejo in vse to žile napnejo ven, vascular. Tako da on je totalna beštija postal. In res, da se, a ne, da se. Sem že poznal par drugih ljudi, niso šli seveda do tacga ekstrema, ampak fucking da se, a ne. Pa verjamem, da tisto prva stvar, ki si je mogel spremeniti, ni bila prehrana, ampak je bila mentaliteta, kako on gleda tega. Ne. On si je rekel, da ne, to ni sprejemljivo v mojem življenju. Jaz vem, da lahko zmorem več, da sem lahko bolj zdrav. In ne glede na to, kaj ostali rečejo, meni bo uspel, ker se so zdel. In to je to. Meni je čisto vseeno, gled, tudi če si še naslednjih 10 let debel, ampak če se ti trudiš, ne samo v glavi, ampak tudi akcija, fizično da delaš, da se ti trudiš, pa greš v eno smer, da se izboljšuješ, evo, dobiš podporo od mene. In v takem primeru te jaz potem sprejmem. To sem mislil s tem povedati. Sprejemanje debelih, kot da ni nič narobe. Ne? Ja, sprejmem, ampak če se vi zavedate, ja, vsi vi bajski, da je nekaj narobe s tem. Ne? Ker vem, da se tudi sami zavedate. In ne mi reči, da, ne, to pa ni nič narobe s tem, zakaj me obsojaš, kdo si ti, da me lahko obsojaš, ti ne veš, kako se jaz počutam. Ja, mogoče res ne, ne? Ampak poznam pa ljudi, ki so šli isto čez to, oziroma so bili na tistem mestu in jim je uspel. Tako da ne mi reči, da se ne da. Glej, mogoče si v unem nič 1%, ker res nič ne moreš narediti, ampak da si ti v unem nič 1%, je mehen procent, a ne. Tako da ne mi reči, da se ne da. Kako veš, če nisi probal? Gremo na fucking tekaško stezo pa pokaž, da je to res zate. Ne? Kaj imaš pa za zgubiti? Nič. Vsaj kaj naučiš se lahko, glede tega. Tako da, treba je stran s to potuho, akcija, iti na šport, iti za športa, glej, koliko ljudi poznaš, ki so stari 90 let pa so debeli. Ne? Ni starih ljudi, ki so debeli. To je dejstvo. Zakaj? Zato, ker fucking ne preživijo. Njihovo srce ne more podpirati unga sala na njih. Če bi radi živeli dolg časa in zdravo, brez infarktov, brez zamašenih žil, brez kakršnekoli takih zadev, poskrbite zame vse in tudi življenje se vam bo pol odprlo na ta način. Sploh to, da lahko zdaj tako kot ta Urban inspirirate ostale ljudi, tako kot jih je on, da naredijo več in boljš zase. Tako da ja, evo, naprej. Evo, to je pa ena taka stvar, ki bom jaz rekel, ne razumem. Jošt ne razume. Jošt ne razume. Evo, ne razumem. Ljudje, ki čakajo v vrsti več kot 30 minut, recimo na sladoled, na nov telefon, hrano na odprti kuhinji, zastonj pijačo ali pa zastonj ogled muzeja, sploh če je prvotna cena
sploh ni tako ogromna, ne. Naprimer, da bi šel kakšen drug dan, ki ni frej, pač ni toliko, una karta ne stane. Ja, to jaz nikoli ne bom razumel. Sorry, ampak ljudje imajo čist sfukane prioritete. Glej, še jaz se včasih najdem v temu in se zajebam in se moram prav spomniti glej, tvoj čas, poslušaj me, prosim. Tvoj čas je tvoja najbolj dragocena stvar, ki jo imaš. Čas nam je dan, ko se rodimo in ne vemo, koliko časa sploh imamo, samo vemo, da z vsakim vdihom, z vsako sekundo, ko zgubimo in nikoli ne pride več nazaj, tista sekunda, tisti vdih, ki smo ga naredili. In ljudje fucking čakajo, recimo na odprti kuhinji, ko jaz vidim one kolone, recimo, glej, se ne rečem, stari piskar, odlična zadeva, ne. Hrana, tip-top, oni burgerji, rebrca, obožujem. Ampak jaz nisem prefuknen, da bi jaz tam stal 40 minut v oni koloni, zato da lahko preplačam unen bogi burger, ki pač naredijo, ne. Tam so bolj take gurme mini variante, ne, zato ker morajo količinsko prodati in dajo iste cene, kakor če bi imel tam cel meni. Tule dobiš pa samo en burgerčič ali pa eno rebrce, pa eno žimljo. Glej, pač tako je, ne. Dejstvo, to je pač odprta kuhinja, bolj samo predstav različno kulinariko iz teh pa teh restavracij. Čisto razumljivo. Ampak da bi jaz zdaj tam stal 40 minut, da dobim ono rebrco, ne, sorry, glej, jaz vedno pogledam, rečem, okej, kje še nisem bil, ne vem, Argentina Steakhouse, kva je še kaj tacga, ki je tam, Namaste, ti vrepi, pogledam, ki, rečem, okej, tam mi paše, recimo te dve opcije, tam je 10 ljudi v koloni, tam sta 2, rečem, okej, grem tja, ki sta 2, zato ko bom prej dobil za jest. To je to. Jaz ne bom zdaj, zakaj ne, glej, še vedno se zafuram do fucking Celja, pa jem tam, v starem Piskru, enkrat, a ne, ki mi bo pasalo. Sem pač že probal in je seveda odlično, ampak ni zdaj pa vredno, da bom jaz 40 minut čakal. In isto, ne vem, kakšni sladoledi, unen kakao, ki vidim, ki folk kar kolona pa kolona tam stoji za one fucking gurme kepce sladoleda, ali pa Vigo, kva je že, v centru. Sem samo tako, dej, ni vreden to, res ni vreden. Ne vem, kva je ta obsesija s to neki gurme hrano, ali karkoli že imamo, to je pretegnjeno, hrana je hrana. Razumem, da je dobra in vse to, ampak ni se treba zdaj svršavati čez vse to. In ja, ali pa to s telefoni. Mislim, se ne vem, če je to tudi pri nas kaj tacga, za te, recimo, iPhone nove, a ne, tako kultno followanje, ampak tisto, ko vidiš v Ameriki, pa to, kar spijo, šoturijo v spredi, samo zato, da dobijo un telefon en teden pred nekom drugim, pa po možnosti ga še preplačajo, samo tako. V redu, eni ljudje imajo res zjebane prioritete v svojem življenju, a ne, oziroma res nimajo pojma, kva delajo. Ampak ja, glej, taka podjetja živijo na takih ljudeh, ki so taki debili, da to naredijo, a ne. In glej, a bo zdaj podjetje reklo, ne bo. To je tako kot Mac, a ne. Ljudje pritožujejo, kao, to je bilo še takrat, ko niso imeli teh solat pa zdravih zadev v Macu. So imeli samo burgerje, tako hitro prehrano in brez teh gurme zadev in so bili samo tako, evo, tukaj imaš. In ko so folk prišli debeli, je rekel, jaz sem prišel v Maca in so imeli gratis zraven 2 double cheeseburgerjev še tretjega gratis in sem pač pojedel in zdaj sem debel. Ali pa slabo se počutim. Ja, kaj misliš, glej, Mac je biznis, a ne. Če boš ti rekel 3 cheeseburgerje, oni ti bojo prodali 3 cheeseburgerje. In ti bo rekel, a bi še pomfri zraven. A bi še pol litra Coca-Cole.
In oni niso nič krivi, oni so biznis in če boš ti hodil, ti bojo prodali. Ti si debel, ki boš rekel, ja, pa še to, pa še eno sladko kišlo. Ja, ti si kretena, ne. Ne obsoja tu ne ljudi, ki samo delajo, ki je pač to njihov biznis, ne. Če želiš, glej, zato pa dela. Če imate kaj proti Macu, pa to pač nehte hoditi jest. Če imate karkoli proti, ne vem, evo, če ne marate tega, da na Kitajskem delajo za par evrov na dan ali na teden vaše H&M majice, ki jih kupite za 5 evrov, pa se vam pritožuje nad kvaliteto, ne kupovati tam, a ne? Kupite nekje, smo neko slovensko znamko, ki naredijo v Sloveniji, pa pač dal za tako majico, kot v H&M-u 20 evrov namesto 5 evrov. A ne? Pač glej. Ne se delati, da ti je vse. Mislim, ne se delati, da ti kao ni vse, pa še vedno delaš une stvari in obrneš v brez stran. Kao, ja, se to vsi delajo. Se to vsi delajo. Mislim, znam zdaj jaz govoril, kao, da sem nad vami, kar se tega tiče. Ne, pač jaz sem tudi hipokritičen, kar se tega tiče. Ampak dejstvo je, da se zavedam, pa provam spremeniti svoje zadeve, ne, na ta način, kako se to dela in kako jaz reagiram na take, da je v glavnem z moje standardi pošlihtan, no. In ja, glavno ne bom stal tam, ali pa zastonj pijača, a ne. Zastonj stvari, meni je bilo po moje to še najbolj smešen, ko je bil folk fucking, naprimer, eni, ki so se pizdili, recimo kakšna nagradna igra, pa je nekdo potem žalosten, a ne, ko žrebajo, pa žrebajo nekoga, pa je nekdo potem žalosten, ker ni dobil. Une zastonj stvari. Pa kva je s tabo narobe, model? A ne? Alo? No, to je zastonj. Ja, mogoče dobiš, mogoče ne dobiš. A ne? Ti nisi nič investiral v to. Nobenega denarja, nič ti niso vzeli. Ampak ti misliš, da zdaj, zakaj pa jaz tega nisem dobil, ali pa, zdaj sem pa žalosten, ker tega nisem dobil. Koliko bi bilo fajn, če bi to imel. Glej, pač nisi dobil, a ne, jebi ga. Bila je opcija, a ne, in to je to. Kva ne rečemo. Meč konsulti, glede tega, meč konsulti. Ok, kako si jaz zapomnim imena, en trik, ki sem se ga naučil. Ni nek trik, a ne, je bolj tako, v glavnem, recimo, da neko novo osebo spoznaš, a ne, jaz sem ful slab, kar se tiče tega, zapomniti imena. Ne, glej, jebi ga. Vem, da je tudi veliko ljudi, doskrat ko pomisliš, pa sem bolj tako, živo, ti si pa ta, živo, jaz sem Jošt. In pol mogoče čez 2 minuti, ker se nismo nič pogovarjali naprej, sem samo tako, vprašam ga dozraven, tako, si ti spomniš, kako je temu ime? Pa on tako, ne. Paš kaj pozabil sem? Jaz sem tudi pozabil. In pol pač prejš do take awkward situacije in pol moraš nekako gotoviti, probaš iz konteksta tako, ke si pa ti šel tja, kaj ti je on rekel? In prosim začni s svojim imenom, kako ti je on to rekel. Ne vem kako, ampak ja, probaš potem nekako iz konteksta ali pa da bo ena druga oseba šla do une pa pozdravila. Ena taktika, ki sem jo jaz včasih uporabljal, je to, da sem potem to osebo predstavil eni drugi svoji kolegici, kolegu ali pa nekoga, ki sem glih spoznal in sem jo dal zraven, sem rekel, moraš to osebo spoznati. In potem, ko sta se rokvala, sta si une dva izmenjala ali pa une dva izmenjala imena in potem sem jaz bil, ok, to je pa ta, ok. To je bil tak trik. Ampak če si sam, to težko deluje. Tako da, če si sam, pa si moraš zapomniti, pa si hočeš zapomniti, a ne, da ti sploh ni bed, to je en top trik.
Sam, kar moraš narediti, je, da uporabljaš od une osebe ime v vsaj naslednjih 3 stavkih. Recimo se spoznaš, živijo, tako, živijo, jaz sem Jošt. Živijo, jaz sem Ana. Skaj živijo, Ana, kako si? In potem se rečeš, kako si, in potem tako naslednji stavek, ki začnemo, rečeš Ana. Tudi jaz včasih res dam kakšne nadimke ali pa kaj takega, recimo Anči, Anči. Ančica, Ana banana. Veliko lažje si zapomniš potem, ko asociiraš z neko tako zabavno frazo. Plus ona oseba bo pomislila, glej, ta je pa bolj tak živahn, dobre volje, noben me v bistvu tako ne kliče, ali pa ne vem, v takem kontekstu je malo bolj sproščeno, kakor da se že ful časa spoznata, tako da se bolj približata, kar se tega tiče. No ja, in začneš, prvi reči, Ančica moja, ali pa ne glede tako, ampak Ana banana. A ti si skupaj s to predstavo ali si samo kot gostja? Recimo, ne vem, o čem se pogovarjate. In pa še enkrat vmes, ko rečeš, no, to pa nisem pričakoval osebe z imenom Ana, ki ti nekaj nazaj reče. Tako, veš, Ane ste pa znane potem. Pač samo fora je, da samo ponoviš ene parkrat v stavku tej osebi, zato da se ti vtisne v spomin. In vam lahko povem, zih je ne vem koliko procentov, ampak veliko procentov več, da si boste zapomnili, ko je tej osebi ime. Bam, top tip. Top tip. Ok, pa še ena stvar, ki sem hotel, je pa, malo sem si pogledal, malo sem brskal po intranetu, kako se dela. In sem začel malo razmišljati, kakšne revije imamo mi, naprimer, tipi, ali pa kakšne ima ženske. In kar se tiče takih nasvetov, vsaj v Sloveniji, pa to, mislim, da sta 2 taki zelo znani, jaz ne vem, kako se to bere, ampak ena je Kozmopolitan Slovenija, to je za bejbike. Za moške je pa, ne vem, Moški svet. Se mi zdi, da je to taka znana stran, Lahko bi bil kakšen GQ ali pa kaj drugega, ampak GQ sem mislil, da je bolj za stil. Ali pa una Maksim, to je bolj tako, Moški svet je taka slovenska, Tako da hotel sem malo primerjati, kako izgledata take 2 stvari, pa da vidimo, kakšne tematike ženska meče, kakšne imajo pa tipi, To je bilo meni vedno zanimivo. Razglabati o tem, kakšne, na kaj palijo tipi, oziroma kaj tipom tržijo, kaj pa ženskam, In evo, zdaj sem na kozmopolitan.si. Stran je taka zelo barvita, lepe barve, roza, pravno, tako žensko direkt narejeno, Lepo veliki naslovi in tudi, če že sami iz naslovov vidite, so taki zelo, to sem tudi ugotovil. Zdi se mi, da so taki ful pozitivni. Pa vedno je vse tako, taki buzzwords, če je to kakšna logika pri tem, ampak veliko govorijo o sreči, ljubezni, dobrem počutju, to je na Kozmopolitanu, lepoti, kako bolj izgledati, kako se boljš počutiti, kako dobiti tega tipa, veliko takih pozitivnih, fluffy, ženskih, dobro počutih zadev. In meni se je vedno to zdelo tako, prav na Disney varianta, ampak ne, če je v primerjavi z unimi Delo, temi časniki, take zadeve, je to veliko bolj pozitivno, kakor uno. Tako da to veliko, rajši bi bral fucking Kozmopolitan, kakor pa Slovenske novice ali pa Delo. Ok, pa če gledamo na moškisvet.com, stran je taka,
temačna, kako bi rekel temačna, tako temačen stil, tako prefinjeno, a ne zgleda za moške, ono, če to stran bereš, se ti nekaj pomembnega. In evo, ta prva stvar, ki je kle, je zdravje. In je samo, takoj piše, brutalni 50-minutni hit trening, samo za tiste najbolj trmaste in takoj fotka enega buff tipa tukaj gor, kako pač zgledata, ne, top. Zato, ker, lej, tipi definitivno smo vizualni in to se tiče tudi nas, hočemo zgledati kot moški, hočemo biti fit, hočemo imeti mišice. In ja, no. In ta druga, evo, to je prva stvar, zdravje. Sem bil malo presenečen, ne, mislil sem, da bo prva stvar točno da, ker je takoj desno zdraven. Seksi se imenuje rubrika, oziroma je članek. Imam sam naslov preberem. Vroči rjavolaski na tekmi pokazali golo prsje, zmedli igralca in dobili doživljenjsko prepoved. Ja, mislim, saj smo tipi predvidljivi, ne. Dejstvo je, da smo. Nismo zakomplicirani, smo predvidljivi. Seks, točno to, seks prodaja. Seks še vedno fucking prodaja. Pa tretja zadeva, se pa napravi na aplikacije, novi iPhone presega pričakovanja, blablabla. Ampak ja, no, to sem vedel, da bo nekaj v zvezi z fitnessom, dobrim izgledom, a ne, kakor, lej, moški, večina tipov, jaz sem bil tudi en izmed njimi, ki smo začeli trenirati v fitnessu, je šlo zaradi tega, ker smo upali, da bojo bejbe to opazile, pol bolj na nas, a ne. Jaz sem pol na srečo ugotovil, da sem vzljubil to trening, tak šport. Tako da, ampak veliko, ki jih pol čez čas nehajo, zato ker vidijo, da to nima nobenega učinka pri bejbah, a ne. Da ne palijo na vizualno. Pač ja, mehen ja, ampak to ni glavna zadeva, ne. Je samo en mehen kanček. Ti bi pa mislili, da zdaj bojo strenirali, dobili trebušne mišice, velike joške, velike bicepse, da bojo zdaj ženske kar omledlele, kaj bojo videle. Ampak dejstvo je, da ni to. In ja, no, to sem rekel, neki fitness, šport, seks, erotika. Pa spodaj so pa že novice, pa ostal šport, čisto take tipične, v bistvu, ki vidiš tudi na ostalih straneh, kakor so Dnevnik pa Slovenske novice. No, Slovenske novice so ful negativne, ampak recimo Dnevnik, Delo, Avantura, ne, 9 znakov, da ste inteligentnejši od inteligentnejših, no, jaz sigurno nisem, od večine. Bla, bla, bla. Kaj še kaj? Nek intervju, neka znanost, maratonu, ki je bil ta vikend, in pa še razne potovanja, pa članki iz raznih ostalih smeri. Wow, čak, kva pa je to? Videoteka, kako postati dandy? What the fuck je to? Počak, to si moram pa pogledati zdajle. Poznali smo, da ste onemogočili spletne oglase v vašem brzgalniku. Fuck off, adblockerja mi noče sprejeti. A zdaj ne morem gledati, zato ker imam adblocker. You can't. Ok, sem sekundo, da jaz sklopim ta adblocker. Ja, adblocker imam, kaj, ne obsoj me. Ne obsoj, če ne poznaš moje zgodbe. Evo. Takole bomo naredili. Cak, dandy, kva pa je to? To sem že slišal, ko sem bral, če je slučajno to, ko sem bral Art of Seduction od Robert Greena, a sem bral ali poslušal audio knjiga, se mi zdelo nekaj tacka, ampak ja, me prav zanima, če je to. Zgleda že tak, spominja me na enega Zen Periona, ne vem, če kdo pozna, ampak ja, tazga tipa. Čak bomo slišali skap. Stari, evo, zdajle sem jaz dandy, ampak ni bilo vedno tako. Pred par leti, ko sem jaz šele prišel na date sceno, nisem imel pojma.
poklicu edino osebo, ki je bila profesionalc. Wow. Čak. Pomoč rab. Kaj je to? To je dosti fresh zadeva. Zato, ko vidim, da je že Nova Poljanska cesta, poln Ambrožev trg. What the fuck is this? Pa kak si to šupak? Pa jaz sem mislil fancy fitness style fura, da štekaš. Bolj fancy. Šupak. Kako se ti zdi? Pa ti veš, kaj pomeni bolj fancy? What the fuck je to? Ok, zajebance je, cool. Sem mislil, da legit hočeta pokazati kaj. Čikra. Kao game. Nice. Ok, stari, prva stvar. Rabaš normalne hlače. Zgledata pa 16. Ok. Zgledata ke The Doors, Jim Morrison. Ja. A bo šlo? No in tretja stvar. Rabaš uro na roki. Da. Drage ure, ja. A imaš še kako kapo? Ne, no. Prva stvar. Daš tošelj na mizo. Ok. Prvo stvar daš tošelj na mizo. Zmenjeno? Ok, kakao je izven, kakao smetano. Imaš espresso, tonik ali pa žgari. Naredim lahko. Ne. Jaz tudi obožujem espresso, glej, to je moja kava. Espresso pa red. Tako se to dela. Da Kaj- ga spiješ v enem samem požirku. Kot čaša. Ja, Prosim. to je to. A lak račun, pa dominanca v glasu. Sam najprej. Ok, carja. Moš po puncu najprej. Carja. Ti si meni ful huda. Veš kaj, malo si mešan, ke kle, evo, malo pauzo naredil, ampak to, ko bi rekel, slep. Plosk. Ne vem, ne morem se spomniti v slovenščini, ampak klofuta, ja, fucking, ja, klofuta. Ej, v življenju se mi še ni to zgodilo, da bi dobil klofuto. Tako prav, zaradi tega, ke bi rekel kaj tako absurdnega, ali pa baby, ali pa bil res predrzen, ne. Pač ja, tako malo iz zajebanci, da te bom klofutalna, ali pa moj bog predrzen si, tako, v hecu, v smislu. Ampak ja, nikoli, da bi tako resno, tako da, mogoče kaj zamujam, ne vem. Mogoče sem premalo predrzen, to je to. V glavnem. Škaj jebi se, nimaš pojma. Zuj se.
Zazve se. Hudo. Ok, to je bilo pa prav prijetno presenečenje. Ne morem verjeti, ampak pohvalil bom moškisvet.com. What the fuck. Mute. Ampak ja, no, v glavnem so pa vsi možni različni članki. Rekel bi, da ženske imajo tako zelo specifično, ne. Ženske imajo tako, ok, recimo zdravje, lepota, razmerja, horoskop, bla bla bla. Moški imajo pa fitness, pa bejbe, pa nagi bejbe, mogoče malo športa, mogoče kaj v tehnologiji minimalno. Vse ostalo je pa direkt, ja, vse ostalo je pa samo kopije iz ostalih portalov, članki in to je to. Ok, edino ta me je ful presenetil, tako da zdaj me zanima, kdo sta te dva tipa. Kako postati dandy. A jaz to lahko kje drugje vidim. Kako postati dandy. Spet ta ž. Ja, ne vem točno, tako da če kdo slučajno ve, lahko nam moškisvet.com pogleda pod novice, kako postati dandy, me zanima, kdo je to naredil, neki junci mali. Bilo je kar smešen, tako da GG, to mali, GG. To je to, no. Ok, to je pa tudi to za ta podcast. Ne vem, kakšen je bil to finish. Jaz ne vem sploh, kakšen je bil ta podcast danes. Ampak hotel sem ga samo narediti. Ujezi malo povedati o temah, malo se je zavlekel. Jebi ga. To je život. To je to. Se slišimo naslednjič, a ne? Upam, da mi bo uspel narediti že fucking video varianto, ali pa vsaj kakšen krajši video. To bi šlo na telefonu. Samo moram še pogruntati, kaj hočem narediti. Če mi bi Keyboard Cat tribute všeč, to bom še to naredil. Drugače pa samo pokomentirajte spodaj, polajkite, subscribite, naročite se, ali kaj je že po slovensko. Followujte na Instagramu, ne. In to je to, no. To je fucking to. Za 5. epizodo tega podcasta. Čau. Bau. 25 let je bil že. Pau. Ajde. Boš si